vrhunski oziroma profesionalni, je zdrav ali ni generalno gledano? Če bi mogla, vse vem, da je to sivo področje, ampak deva reči, če bi imela 3 sekunde časa za se odločiti, pa bi mogla reči samo ja ali pa ne, kaj bi najprej rekla? Pa bo šla pa. Začela bi z ja, bolj bi šla pa na ne, tako si rekel, sivo področje. Ja. Kako ti dojemaš, zdaj, ki si toliko let v profesionalnem športu, na dolgoročno zdravje zdaj govorim, ne? Če gledaš športnike, Jaz mislim, ja. To pol vpliva na njegova 50, 60, recimo. Pa deva za primer vzeti kar smučanje, no, alpsko, to je vsak malo specifičen. Vem. Ja, jaz se bolj nagibam, tako bom rekla, k ja, kot k ne. In izključno iz tega vidika, ker pač, ja, logično je, da pač po nekem intenzivni karieri plus mogoče še nekaj nesreče z poškodbami vse skupaj to pusti posledice na gibalnem aparatu. Ne, je pač nekdo, ki je pri 50-ih občuti neke obrabe pa vse skupaj, ampak zdaj obrnimo sliko pa pogledamo nekoga, ki se pa nikoli ni športom ukvarjal, pa bo recimo star 50 let, pa bo imel enake obrabe, oziroma še slabše jih bo v bistvu handlal, zaradi tega, ker pač ni navajen teh stvari. In so pač pol neke preobrnitve zaradi sedenja ali pa zaradi nepravilnega dvigovanja in cel kup nekih stvari. In bi rekla, vseeno pač vrhunski šport je pa v bistvu optimizacija ravno tega, da pač neko gibanje ti pripelješ do popolnosti. In v tem se mi zdi veliko manj nevarno, kot pa nekaj, kar pač počne zato, ker je to tvoja služba ali pa tvoj hobi, ker na koncu ja, prideš na isto, če ne še slabše z nevrhunskim športom. Ne. Iz tega vidika se bolj nagibam, ja, se pa tudi strinjam, da pač velikokrat gre za velike napore, velike obremenitve, ampak se pravim, z dobrim treningom, z dobro pripravo in z vsem tem se da zmanjšati, pa včasih tudi sreča igra malo vloge pri vsem tem. Kakšno pa tvoje mnenje? Ja, dejansko, mislim, jaz zelo podobno razmišljam. Čeprav nisem nikoli bil v stiku z profesionalnim športom, ampak sem si zmeraj nekako predstavljal, glede na pripovedi in vse ostalo. Ampak jaz kar zelo podobno razmišljam. Ker tudi zaradi tega, ker ne vem, kakšno je tvoje mnenje, kako pa misliš, predvidevaš, da razmišljajo o tem istem vprašanju, kot recimo tvoji kolegi, trenerji, recimo, a misliš, da podobno razmišljajo? A ste kaj pogovarjali o tem ali nikoli? O tem vprašanju mislim, da ja. Ja, priznam, da se pač s tistimi kolegi, ko pač smo, torej kineziologi, kakorkoli, trenerji, terapevti, ko se pogovarjamo, ja, dosti kar uporablja ta zelo zlajhan stavek, vrhunski šport ni zdrav. Jaz pa mislim, ja, saj gotovo je nekaj na tem, ampak ni pa tako črno-belo, no, kot pač zdaj bi rekel, vrhunski šport ni zdrav, pika. Ker vseeno pa ne moreš kar ožigosati in reči, tako je, zaradi tega, ker je pač tu toliko nekih spremenljivk, ki so drugačne, ki pač kaj, recimo, ne vem, dobro mogoče, ne vem, zgubiš nekaj na gibalnem aparatu, dobiš pa celo vrsto nekih stvari, kako, ne vem, kako potem, ko pač pride do neke poškodbe, do neke okvare, kako se z tem spopasti, ne. Tako da, ja, ljudje smo različni, vsak ima svoje mnenje, to tako vemo, ne, ampak ja, no, jaz se tako vztrajam pri svojem, no. Bolj se nagibam, da je okej, kot pa da ni. Pa, a to si dejansko zdaj, ko so se o tem pogovarjala, si dejansko imela v kontekstu v glavi dejanski vrhunski šport, to, s čimer se ti ukvarjaš, ker je vse nijanse to, ne? Z tega, ker je pa razlika, tisto, ki so prej omenila nekaj minut nazaj, ko so se pogovarjala o vrhunskih rekreativnih športnikih. Tle pa lahko slika v bistvu že majčkeno drugačna, ker tukaj je pa v bistvu vse tisto, kar so prej naštela, ne, obremenitve celotnega življenja, potem pa še tle zdaj nagazi na polno, ne. Oziroma velikokrat se zgodi, da potem ljudje si predstavljajo, zdaj moram pa tle ventile spucati, ne, in potem edina ideja, ena izmed idej, ki je velikokrat popularna, je zdaj moram pa jaz, ko grem teč karkoli, na polno,
zato da bom glavo lahko odklopil. Ne. V bistvu pa, kaj se zgodi, je pa to, da že tako kronično pomanjkanje energije potem še tam dodatno troši in si lahko dela medvedja usluga. Ne. Ravno zato, ker to ni njegova služba, ne. In on verjetno nima načrtovanih počitkov, nima nekega rednega urnika spanja in tako naprej. Ne. Medtem ko mogoče v vrhunskem športu si pa predstavljam, da je tudi kar nekaj poudarka se da tudi na te bazične življenjske temelje, kot so spanje, prehrana in tako naprej. Logično je, ne, pač pogledaš na dobrobit športnika v bistvu kot celota, ne. Ne gledaš samo treninga, ne gledaš samo njegovega nastopa, gledaš pač čisto vse, kaj pač vpliva na telo. In predstavljam si, da rekreativni športnik ne gleda tega, ne. Vseeno rekreativni športnik je zato rekreativni, ker je pač to njegov hobi. In jaz imam tudi kar nekaj hobijev, pa jim ne posvečam cele dneve, ne. Se cele dneve ne ukvarjam s tem, ne. In ja, pač z rekreativne športnike, tako si sam rekel, tu si bolj ti doma na tem področju, ampak jaz si pač predstavljam tako, da bomo rekli, vrhunski rekreativni šport pa ni zdrav. Da, ko je pač preveč, je pač preveč.